Razpored enot Centra za usposabljanje, ki je dislociran na 4 lokacijah Slovenije. Vodstvo je nastanjeno v Vipavi, kjer smo zdaj. Enote bojo postojene po sledečem vrstnem redu. Na levi strani je zastavni oddelek, ki pride naknadno. Zastavni oddelek bojne zastave Centra za usposabljanje. Do njega, ko vidite prvo mizo z pripravljenimi slovenskimi zastavami in kandidati, ki se že zbirajo, bo učna četa Vipava, in sicer prva učna enota vipavske čete. Levo od nje je druga miza, kjer stoji isto učna četa Vipava, in sicer druga učna enota vipavske učne čete. Poleg druge učne enote Vipava stoji enota, ki je dislocirana v vojašnici Boštjana Kekca Bohinjska Bela. Bohinjska Bela ima enoto, prvo učno enoto, ki še spada pod učno četo Vipava, vendar je dislocirana v vojašnici Bohinjska Bela pred mano. To je tudi center postroja. Ob njih, levo od njih, so postrojeni učna četa Murska Sobota. Učna četa Murska Sobota ima tudi pod sabo 3 enote. Prva učna enota učne čete Murska Sobota je na moji desni, vaši sosedevi od Bohinjske Bele. Nadalje imamo drugo učno enoto Bohinjske Bele, ki je v resnici zaradi povečanega števila kandidatov, ki so se prijavili, da hočejo služiti v Bohinjski Beli, narasla na 2 učni enoti v Bohinjski Beli. Boštjana Kekec ima 2 učni enoti. Nadalje ob drugi učni enoti Bohinjska Bela imamo še dislocirano enoto učne čete Murska Sobota, ki se prvo učno enoto Novo mesto. Torej, da na hitro še enkrat preletim cel postroj. Učna enota Novo mesto, druga učna enota Murska Sobota, prva učna enota Murska Sobota, učna enota Bohinjska Bela, druga učna enota Vipava, prva učna enota Vipava. Sestave kategorij so sledeče: prva učna, več ali manj prostovoljci, vojaki na prostovoljnem služenju. Še vsi so postali danes, današnjim dnem, iz kandidata 5 statusov vojaki in vojakinje, oziroma vojakinje in vojaki. Z današnjim dnem, zaradi prisege, postanejo vojaki in vojakinje. Torej, prostovoljci, več ali manj prvi učni Vipava. V drugi učni Vipava imamo več statusov. Kandidati za vojaka, profesionalna vojska bodoča, vojaški uslužbenci, kandidati za častnika, kandidati za pogodbeno rezervno sestavo, ki je že prisegla s prejšnjo generacijo in zato niso v postroju. Na prizorišče prihajata načelnik generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Robert Glavaš in poveljnik poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje brigadir Boštjan Baš. Na prizorišče prihaja bojna zastava Centra za usposabljanje. Za prihod bojne zastave Centra za usposabljanje, častni pozdrav,
Na prizorišče prihaja načelnik Centra za usposabljanje, podpolkovnik Primož Mlinar. Centra za usposabljanje, častni pozdrav, naprej, stop! Podpolkovnik Primož Mlinar, pripadnice in pripadniki Centra za usposabljanje Slovenske vojske so postrojeni za izvedbo slovesne prisege in vaš pregled. Poroča major Marko Vodič. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske. Za koga? Za Slovenijo! Sledi himna Republike Slovenije. Častni pozdrav! Spoštovani, danes proslavljamo uspešen zaključek temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja kandidatov za vojake, kandidatov za častnike, vojakov na prostovoljnem služenju vojaškega roka, kandidatov za vojaške uslužbence in kandidatov za vojaka pogodbene rezervne sestave generacija november 2024. Obenem pa imamo čast in priložnost biti priče, ko bodo izrekli svojo prisego domovini. Današnji slavljenci, ki bodo svečano prisegli, so z usposabljanjem začeli 11. novembra 2024 v učni četi Vipava, z učno enoto Bohinjska Bela in v učni četi Murska Sobota z učno enoto Novo mesto. Danes, po 3 mesecih preizkušenj in dela, so uspešno zaključili vse 3 faze usposabljanja obeh sklopov po programu temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja. Dekleta in fantje, ki stojijo pred vami, so v Center za usposabljanje prišli z željo postati vojak. Ob izdatni pomoči inštruktorjem so postali odgovorni pripadniki Slovenske vojske, ki jih ni strah vsakodnevnih naporov, ki jih prinaša vojaško življenje. Zato smo lahko upravičeni ponosni nanje. Prosim načelnika Centra za usposabljanje podpolkovnika Primoža Mlinarja, da nam spregovori. Hvala za besedo. Spoštovani načelnik Generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Robert Glavaš, poveljnik poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, brigadir Boštjan Baš, podžupanja občine Vipava, gospa Natali Panič-Nardin, ostali pripadniki Slovenske vojske in drugi cenjeni gosti.
Lepo pozdravljeni in dobrodošli v vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi. Posebej pozdravljam tudi sorodnike, prijatelje in znance vojakinj in vojakov generacije november 2024, ki ste nas danes počastili svojo prisotnostjo. In ne nazadnje, vojakinje in vojaki. Vam je danes posvečena ta slovesnost s ciljem, da skupaj proslavimo uspešen zaključek temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja in izvedemo slovesno prisego, ki predstavlja zavezo pripadnosti in nosi veliko težo odgovornosti do naše domovine. Mirne vesti lahko rečem, da je bila generacija vojakinj in vojakov, ki danes stojijo v postroju, generacija velikih sprememb. Naj izpostavim le največje. Prepodreditev pod poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje in s tem posledično preimenovanje veščinskega centra v center za usposabljanje ter za nas ključni moment, ko smo implementirali prenovljeni program TVSU v prakso. Tu smo bili prisiljeni izkoristiti vse svoje izkušnje na področju načrtovanja, organizacije in izvedbe usposabljanja. In to nam ne bi uspelo, če ne bi vsak prispeval prepotreben delež. Vi, vojakinje in vojaki, do nedavnega še kandidati, na drugi strani vodstvo Centra za usposabljanje in ostalih enot, ki so podpirali naše poslanstvo, te ne nazadnje neposredni izvajalci usposabljanja, inštruktori, ki ste nedvomno pravi predstavniki strokovnosti in predanosti. Hvala vsem za vaš prispevek. Vojakinje in vojaki, z današnjim dnem ste pridobili prvo vojaško evidenčno dolžnost. Program TVSU opredeljuje, da ste s tem dosegli temeljna znanja in usposobljenost ter rodovsko specifična znanja, ki so pogoj za poklicno delo v Slovenski vojski ali opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi. Iskreno vam čestitamo ob uspešnem zaključku usposabljanja. Lahko smo ponosni na naše skupne uspehe in dosežke. V Slovenski vojski pozdravljamo tiste, ki boste nadaljevali vojaško pot v poklicni ali prostovoljni pogodbeni rezervni sestavi. Prostovoljke in prostovoljci, ki nas danes zapuščate, želimo, da uresničite zadane cilje v civilnem življenju. Hkrati pa vam sporočamo, da lahko vedno računate na to, da vas bomo z veseljem sprejeli kot soborke ali soborce, če boste le to želeli. Ne pozabite na izkušnjo, ki ste jo tukaj doživeli. Obenem upamo, da ponesete dobro besedo o delu v Centru za usposabljanje med vaše sovrstnike. Za obstoj in razvoj vsake organizacije sta ključnega pomena dve področji, v kateri veliko resursov vlaga tudi Slovenska vojska s ciljem sledenja globalnim trendom in varnostni situaciji v svetu. Prvo področje je zagotavljanje zadostnih kadrovskih virov, torej ljudje. Integriteta vojaškemu načinu življenja je nepogrešljiv dejavnik nas vseh, ki smo bili pripravljeni obleči uniformo Slovenske vojske in jo s ponosom tudi nosimo. Drugo ključno področje je napredek oziroma modernizacija tako na prilagajanju programov usposabljanja kot zagotavljanju ustreznih materialnih tehničnih sredstev in je nedvomno tesno povezana s postopki pridobivanja kadrov v Slovenski vojski. Brez modernizacije noben sistem ne more živeti, kaj šele preživeti. Vojakinje in vojaki, vojaška prisega je dejanje obljube, da boste častno in vestno branili svojo domovino Republiko Slovenijo. Pomembno je, da se ob tem zavedate svoje odgovornosti za izvrševanje dolžnosti, ki jih boste s prisego sprejeli. Ko boste danes zaklicali besedo prisegam, naj vaše pozitivno vznemirjenje doseže tudi vse nas ostale in v nas mnogih prisotnih obudi občutke, ki smo jih doživeli leta nazaj. Postali boste del velike skupine tistih, ki smo obljubo že izrekli. Dobrodošli med nami, srečno in pogumno naprej. Dovolite mi, da vam vsem prisotnim zaželim prijeten preostanek dneva in pozitiven pogled na prihodnost in nikoli ne pozabimo za Slovenijo. Hvala, načelnik. Trobilni sekstet orkestra Slovenske vojske ima dolgo vojaško tradicijo počastitve slovesne prisege. Zato bomo tudi danes prisluhnili izvedbi koračnice Pozdravljena Slovenija.
Hvala orkestru Slovenske vojske. Besedo predajam današnjemu slavnostnemu govorniku, načelniku generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovniku Robertu Glavašu. Spoštovani novi vojaki, spoštovani poveljniki, častniki, počastniki, dragi prijatelji, cenjeni gostje, dame in gospodje. Seveda mimo vipavske burje ne moremo, zato smo danes noter. Pa ne glede na to, na vse te vremenske razmere, lepo pozdravljeni na slovesnosti ob koncu temeljnega vojaškega usposabljanja generacije november 2024. Danes sem ponosen, da skoraj 200 kandidatk in kandidatov, ki bo slovensno priseglo domovini in da stojijo tukaj pred menoj. Ponosen sem na vsakega izmed vas, ki ste se udeležili tega usposabljanja in tudi uspešno ga kot prvi v prenovljenem načrtu zaključili 13-tedenski program. V temu usposabljanju ste pridobili veščine za upravljanje vojaške službe, ki je od vsakega posameznika in od ekipe zahteval znanje, vztrajnost in odločnost doseči zastavljeni cilj. Ko nova generacija vojakov priseže svoji državi, se zaveže služiti v obrambi naše domovine. In za prisega, ki jo boste danes izgovorili, ni zgolj formalnost ali trenutna obveza, temveč pomemben trenutek v vašem življenju, ki bo oblikoval vašo prihodnost, obenem pa tudi prihodnost naše države. Ta prisega predstavlja odločitev, ki odraža vašo zvestobo, pogum in predanost. Pomen obrambe države ne presega zgolj vojaške naloge, temveč tudi spekter odgovornosti, ki vključujejo varovanje in ohranjanje vrednot, zaradi katerih je Slovenija danes neodvisna, svobodna in demokratična država. Slovenija je svojo neodvisnost in suverenost dosegla z veliko žrtvijo, trudom in pogumom svojih prednikov, ki so se borili za svojo domovino, za svojo svobodo in pravico do samoodločbe. Ti trenutki boja so bili ključni za to, da danes živimo v miru, v svobodi in demokratični Sloveniji. In vi ste ključni danes, da zgodbo varnosti in samostojnosti naše domovine branite tudi naprej. Obramba države ni zgolj naloga oboroženih sil, temveč dolžnost in odgovornost vseh državljanov Republike Slovenije. Vsi smo odgovorni za ohranjanje vrednot, ki nas definira kot narod. Ko ste se odločili, da boste služili v Slovenski vojski, ste postali ključni steber te odgovornosti. Zavedati pa se moramo na spremembe, ki jih prinaša sodoben svet, da so danes zelo kompleksne, vse bolj so povezane in medsebojno odvisne, kar pomeni, da je obramba države in varnost širšega okolja postala še bolj zapletena in vse bolj zapletena. Vse to seveda pa od nas zahteva nenehno modernizacijo opreme, tehnike, infrastrukture, miselnosti ter aktivno sodelovanje pri zagotavljanju miru in varnosti, tako doma, kakor tudi v okviru zavezništva. Prav zaradi slednjega v zadnjih letih poteka pospešena modernizacija Slovenske vojske, v kateri Ministrstvo za obrambo intenzivno zagotavlja novo opremo, oborožitev, tehniko, načrtuje nabavo novih kolesnih vozil 8x8, investira v visoko tehnološko rešitev v boju proti sodobnim varnostnim izzivom, obnavlja in gradi sodobno infrastrukturo in seveda izboljšuje postopke za kadrovsko popolnjevanje. Vse to pa z namenom učinkovitega delovanja in obrambe našega miru in varnosti, ter s ciljem zagotavljanja največje možne varnosti vsakemu pripadniku in pripadnici Slovenske vojske. Spoštovani novi vojaki, kandidati za častnike, vojaški uslužbenci, pogodbeni rezervisti, pripadniki na službi vojaškega roka. Danes postajate del širšega obrambnega sistema. S tem ste prevzeli odgovornost, ki je ključna za zaščito našega naroda in vsega, kar ta predstavlja. Postali ste nosilci zaščite naših najdragocenejših vrednot. Zahvaljujem se za vašo pogumno odločitev. Hkrati pa želim izreči seveda pohvalo tudi vsem vašim družinam in prijateljem. Vaša podpora bo ključna v vseh trenutkih, ko boste morali premagovati težave in izzive, ki se jih boste pač soočali na svoji
poklicni ali pa privatni poti. Naša vojska je tako močna, predvsem zaradi tega, kako so močni drugi okrog nas in ki so pripravljeni nam stati ob strani in nam nuditi podporo, tako v težkih trenutkih, kakor tudi v vsakdanjem življenju. Seveda, preden pa zaključim, naj se zahvalim in pohvalim vse pripadnice in pripadnike Veščinskega centra za odlično opravljeno delo. Hvala in srečno Slovenska vojska. Hvala, načelnik. Prisluhnimo izvedbi skladbe orkestra Slovenske vojske, ki nam bo zaigral vojaško koračnico pod slovenskim praporom. Hvala sekstetu Slovenske vojske. Spoštovani, pričenjamo slovesno prisego. Vojaška slovesna prisega je dejanje slehernega pripadnika, ki obleče vojaško uniformo. Z njo izraža svojo zvestobo in zavezanost domovini. Poštenje in čast sta temelja vojaštva. Vojaki svoje besede ne prelomimo. Prisega domovini je med vsemi prisegami najbolj sveta. Slovensko prisega, da bom branil samostojnost, neodvisnost, svobodo in ozemeljsko celovitost svoje domovine Republike Slovenije, ter da bom vestno in odgovorno izvrševal dolžnosti pri njeni obrambi. Vojaki in vojaki, potrdite svojo voljnost besedo prisegam! Prisegam! Na mestu, na mestu, prosto, povednika učih Četri Pava in Murska Sobota pričita s podpisovanjem slovesne prisege. Lahko pridete bliže in slikate. Svojci, prijatelji, lahko pridete bliže in slikate.
Podpolkovnik Primož Vidar. Centar za usposabljanje je zaključil s podpisovanjem slovesne prisege. Poročamo jo Marko Gorič. Zul. Čestitam vojakinjam in vojakom ob izrečeni prisegi. Med usposabljanjem ste se nekateri še posebej izkazali z motivacijo, prizadevnostjo, tovarištvom, znanjem in zgledom. Za dosežen najboljši učni uspeh v svoji enoti priznanje prejmejo. V prvi učni enoti učne čete Vipava vojak Matic Hribršek. V drugi učni enoti učne čete Vipava vojak Tomaž Oblak. V učni enoti Bohinjska Bela vojak Jošt Rovtar. V prvi učni enoti učne čete Murska Sobota vojak Jure Matic Kranjc. V drugi učni enoti učne čete Murska Sobota vojak David Hedl. In v učni enoti Novo mesto vojak Leonard Bavželj. Prosim načelnika Centra za usposabljanje podpolkovnika Primoža Mlinarja in načelnika generalštaba, da podeli priznanje. Čestitke dobitnikom priznanj. Sledi himna Slovenske vojske. Vojakinjam in vojakom čestitamo ob slovesni prisegi in za uspešen zaključek temeljnega vojaško-strokovnega usposabljanja.
V spremstvu podpolkovnika Primoža Mlinarja, načelnika Centra za usposabljanje, s prizorišča odhajata načelnik generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Robert Glavaš in poveljnik poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, brigadir Boštjan Baš. Spoštovani, s tem je današnja slovesnost zaključena. Hvala vsem prisotnim za udeležbo na slovesnosti in želimo vam srečno pot domov.